V tem projektu dobrih 213 000 smo pridobili od Ministrstva za gospodarstvo kot projektna nepovratna sredstva. S tem projektom pa izboljšamo okolico, ureditve okoli Tončkovega doma na sami Lisci. Sledimo sodobnemu trendu v smeri digitalizacije, dostopnosti, tudi e-kolesa, izboljšujemo pogoje za avtodome kot način obiska tudi na Lisci. Številne manjše ureditve v kombinaciji tudi z promocijskimi mehkimi vsebinami bodo zagotovo zelo pozitivno pripomogle k krepitvi destinacije Lisca. Hkrati pa je naša želja, da se nekako turizem ne izvaja zgolj tukaj na Lisci, ampak da se prerazporedi, razprši po širšem Pogorju Lisce, tudi pohodništvo, planinarjenje. Nova plezalna pot oziroma plezalna stena, ki je nad Malim Podgorjem, bo zagotovo pripomogla, da se bo turizem in pohodništvo, planinarjenje širilo tudi v smeri proti Rudeniku. Naša želja pa je, da tudi se širi proti Lovrencu in Velikem Kozje. Lovrenc izredno dobro obiskujejo številni planinci nekako konec aprila, v začetku maja, kot Sveti Encijan. Cilj je, da na tej planinski točki nudimo kvalitetno ponudbo, res kvalitetno ponudbo turističnih storitev. Podjetje Komunala d. Sevnica, prijavili smo se na javni razpis naročnika, bili pri tem uspešni, danes podpisali pogodbo in se zavezali, da uredimo vsa tista dela, ki so predvidena po pogodbi in po popisu del do 14. avgusta naslednje leto. Čeprav glavnina teh del, ki bo najbolj vidnih, se pravi gradbena ureditev te terase, ograje, nadstreški, vodne hiške, tobogani, glavnina teh del predvidevamo, da realiziramo še v letošnjem letu. Sigurno se bomo tukaj povezali z stroko, ki to obvlada, ki ima ideje, ki bi lahko še kakšen doprinos na tem področju naredila za prepoznavnost, za kakšen nov produkt na sami Lisci in bo na tem segmentu še zelo zanimivo. Največ vodenih ogledov je po mestu Sevnica z gradom. Ko pa pogledamo, katera točka je najbolj obiskana, pa lahko izpostavimo Lisco, zato ker tukaj se dogaja veliko dogodkov, kolesarskih dogodkov, zelo aktivni so padalci, veliko imamo pohodnikov, kolesarjev, tudi takšnih, ki se rekreativno ukvarjajo s športom čez celo leto. Delajo se tudi razni dogodki in prireditvi, že omenjene Košnja na Lisci, 1. maj, najemnik zelo ponudbo poveča. Tako da število obiskovalcev na Lisci mislim, da je v vrhu. Kar se tiče pa ostale ponudbe, je pa zopet odvisno, ali gledamo, koliko je preko organiziranih skupin, preko turistične agencije, ali pa kot posamezniki pridejo marsikdaj tudi v Sevnico, ali pa na grad zgolj, da si ogledajo eno znamenitost, okusijo razne lokalne dobrine. Če jih beležimo, bi lahko rekla, da je tega obiska kar tam blizu 10 000.